pa daleč, se ne vem odklele. Zdaj zase zavolali. Slavi raj tudi peške. Cifre so kle noter? Kribljan Matjaž, Ja. 50, ja. Evo, kone. Da vidimo, kaj smo dobili. Evo, če nimaš nogavic, tlej si jih dugo, če boš imel mokre. Da tu si ti dobil? Ne, v tej vrečki. Dober dan si skupaj. Danes je Juriš na Vršič in smo že v Kranjski Gori. Tu je pa nekaj novega. Metla in spust. Ok, bo začel vožnjo, 45 minut po prihodu prvega. Če vas avto metla prehiti, pomeni, da še vedno tekmujete, vendar niste več v cestni zapori. Spustni govorec v daljini bo dovoljen po prihodu metle v cilj. Tako da, če te metla prehiti, veš, da si pol 45 minut za prvem. A ti imaš tudi tako malo navzdol, le vidim. Si moja taktika. Da imaš takole števostno navzdol. Ja, ampak tako paše, ne paše. Ja. Vse po tebi spremljam, vse kopiramo tebe. Se že ogrevamo. Temperatura kle na spodnjem delu je kar redo. Bi rekel, da je enih 18 stopinj, pa hladen vetrček. Bomo pa videli čez dobro uro pa pol, ko se bo začela dirka. Parte por più di 30 minuti. Bomo videli? Zdravo, živijo, veliko boljše. Zamenjaj baterijo v GoPro, pa na štart. Tradicionalni Juriš na Vršič je dolg 11 km, kjer se povzpneš za 800 višinskih metrov. Letos sem se štartal nekje 250, kar je dokaj malo za tak dogodek. Prvi kilometer je bila zaprta vožnja za avtom, kjer se je že zgodilo tole. Očitno je imel en defekt že po prvih 200 metrih v zaprti vožnji. Do začetka uradnega štarta se je skupina že zelo raztegnila. Tukaj na ravninskem delu se je dirka uradno začela. Sledilo je 2 km dokaj položnega dela, kjer se je skupinica nazaj zbrala. Do začetka klanca je bil tempo od tukaj zelo miren. Konec tega mosta se je klanec začel in tako je zmanjkalo placa, ter smo se skoraj ustavili. Tako sem iskal vse možne luknje, da bi jih prehitel in obdržal prvo skupinco. Začele so se delati luknje, tako da sem vlekel po levi strani in prehiteval kolesarje. Do vrha klanca je 24 serpentin in vsi ovinki so z granitnih kock, tako da je še težje ohraniti moment. Sledil je bolj ravninski del, kjer je ta pobegnil, ker ga nisem hotel držati, saj sem vedel, da je še dolga pot pred mano. Tako sem sam vlekel po ravnini, dokler me nista ta dva prehitela in prevzela delo. Tempo skupine je bil za moje pojme odličen, dokler se ni ta odločil, da bo skočil. Pokrivati ga nisem mislil, saj sem že rekel malo prej, ko je en pred njim skočil. To se je mogoče zanj obrestoval, ampak za siguro nisem hotel riskirati.
nadaljeval sem moj tempo in na vsake tok držal tega pred mano, ker sem vedel, da je nekje na istem nivoju kot jaz. Počasi sem se približeval naslednji manjši skupinci, kjer sem prehitel tega, ki je prej pobegnil. Rahlo sem se mu nasmejal in nadaljeval tempo. Sledila je kratka ravnina čez most, kjer sta me držala samo še dva. Mimo tekoče je sledil zelo oster ovinek, za katerim je bila zelo dolga kamnita cesta. Na splošno sem imel kar dosti težav na teh kamnih. Potem je pa kar naenkrat zmanjkalo energije. Hotel sem pritiskati in vsaj držati tega pred mano, ki je bil skozi za mano, a enostavno ni šlo. Začeli so me prehitevati, ki ni odličen občutek, a sem še zmeraj vztrajal, ker sem vedel, da vrh ni daleč. Potem pa se je zgodilo tole. Ta ena motivacija mi je čisto spremenila občutek. Vedel sem, da sta samo še dva ovinka, tako da sem stisnil, kar sem še lahko. Šeste znotraj 40 minut. Evo, še nekaj kolesarjev pride pod 40 minut, še 20 sekund časa. Jaz sem mislil, da sem še ful slab, pa sem šel isto transkrat. 39, 40. 2 minute za tam. More. Jaz sem bil sam lead out. Vsem bolj počasno možno. Koliko? 45? A ima kaj banan tam nekaj, ha? Maja? Konkurenco za sabo potek. Ja, bi se držal? Sabo sem 4 sabo. Aj. Začetek je bil malo prehiter zame. Da bi nekaj kupal, bi GoPro kupil, a bi tudi bila spolna čelada in bo ful čelada opletala. Težišče je višje. Težišče, ja. In če bi si dal tlele na prsa pa malo višji. Jaz bi mogel imeti vešku, takole. Tam so tele, moram malo zaščititi. Tako bili gor na posnerku. Tu, da me ni zdržal. Prvo sem te napadal, Ja, koliko pa zbil za mano? Se ni zbil dosti. več, ne, vse bi te lahko dal. Vsake dan. On je rekel prav, če on stava proti. Ti imaš nov ring, daj, še zdaj ne vem, kjer kolo je. Zanima te spat na vrh, ne? Je šlo? Je. Dobro pelo, va? Ja, po 40. Dobro mera, če te gledal, ja. Ti? 54. Nekje je treba začeti. Daj, še malo. Zdaj pa jest.
Misliš, ja? Ja, ja, sem videl. Pašta? Kocke so me še malo matrale, tudi počutil se nisem glih v redu za naklanc. Končal sem na 14. mestu v kategoriji, 5. mestu v kategoriji za pokal Slovenije in pa 42. mestu skupno, kar je res v redu. Upam, da ste uživali, naročite na kanal in se vidimo naslednjič.